Ekonomsko seveda je vedno nekaj dejavnikov v ekonomiji, ki vedno dobro prosperirajo, ki dobro uspevajo. Nekaj je pa takih, ki so malo bolj zadržani. Ne? In recimo ohladitev je sigurno na področju založništva, izdaje tiskovin, računalniškega hardvera, trgovine na drobno, tudi vzreja živali, živinoreja, predelava mesa. To je nekako v zatonu. Porast je pa na področju prehrane nasploh, kmetijstva, pijač, biokemije, logistike. Imamo tudi nevtralna področja, sem prihaja, recimo pride upoštev turizem, letalstvo, kaj še, dostava. Nepremičnine bodo tudi v porastu, recimo je tudi ena taka zavarovalništva nepremičnine bodo tudi v porastu, kar se tiče ekonomije v letu 2022. Tako da zdaj na nas je, a se bomo odločili, a bomo delovali v skladu s tem, kar že poznamo, ali bomo želeli poskusiti nekaj novega, kar je priporočljivo letos za tigre in opice, ko sem prej omenila. Če pa želimo delati to, kar je bilo prej, potem bomo mogli delovati predvsem na področju elementa kovine. Element zemlje je pa za Slovenijo tisti, ki jo najbolj spodbuja in ekonomsko dvigne. Se pravi, tudi finančno ji pomaga.